Dobrodošli v podkastu. Sem Igor Harb, filmski kritik in moj današnji gost je Saša Tabaković. Izjemen slovenski igralec, je član ansambla ljubljanske drame in nedavni dobitnik Vesne za stransko vlogo v filmu Kaj ti je deklica. Je pa tudi uspešen glasbenik s projektom popularne glasbe Belart in z etno glasbo Panonske nižine Pesmi z drugega brega. Bil je celo poslanec državnega zbora, te dni pa ga lahko ujamemo v uspešnici Belo se pere na 90. Saša Tabaković, pozdravljeni. Hvala za vabilo. Torej, na filmskem področju ste navdušili že s prvo vlogo v filmu Metoda pevca Pod njenim oknom, nato pa kar 2 desetletji zelo malo niste pogosto stopili pred kamero. Kaj se je spremenilo v zadnjih letih? Kaj se je spremenilo? Ne vem, v bistvu zelo zanimiva ta moja, če lahko rečem temu, audiovizualna pot. Res je, po teh filmih sem se nekako bolj posvetil gledališču, tudi v bistvu filmski režiserji morda niso videli neke kako bi rekel, zanimive vloge, mogoče, da bi me vzeli v film. Jaz sem potem celo naredil izlet v politiko, tudi imamo to težavo, da se v bistvu zelo malo, še vedno zelo malo snema, premalo glede na to, kakšen potencial v bistvu filmski je pri slovenskih filmskih ustvarjalcih. Potem pa se je v bistvu, moram reči, zgodila Dolina rož z Matevžem Luzarjem, ki je v bistvu me povabil na audicijo za tega inšpektorja Ahlina, in potem so se v bistvu stvari počasi ponovno začele odpirati. Je pa res to, da sem jaz v preteklosti bil povabljen k različnim projektom, ki so bili pa, ne bi rekel, da je glih problem v tem, da so bile komercialne narave, ampak žanrsko so bile pač stvari televizijske, ki meni nekako ne ustrezajo. Torej, težko rečem, da bi bil glih zbirčen, ampak se mi zdi pa, da nekako igralec mora paziti na svoj profesionalni habitat, tako da so bile pojenjene neke stvari, ki sem jih pač tudi odklonil. Vaš lik zborovodje v Kaj ti je deklica je eden bolj mogočnih in subtilno pretečih filmskih likov zadnjih let. Kako ste razvili ta lik in kje ste črpali navdih za to zelo umirjeno, ampak zelo intenzivno zadevo hkrati? Ja, to je bilo, moram reči, kar eno zelo, zelo zanimivo in poglobljeno sodelovanje, tako na eni strani z Urško Džukić kot režiserko in na drugi strani seveda z kolegicami, soigralkami, predvsem z Jaro Ostan, ki igra pač naslovno vlogo. Je pa reč, da sem veliko sodeloval tudi z Jasno Žitnik. Namreč, jaz sem sicer po gimnaziji oziroma sprednjo z gimnazijo končal tudi konzervatorij za glasbo, tako da mi v bistvu ta neka znanja, ki jih ta vloga potrebuje, niso bila tuja, od osnovnega branja glasbenih partitur do, ne vem, do razumevanja glasbe, dinamike in tako naprej. Je pa res, da mi je potem zelo veliko pomagala glede prav dirigiranja zelo veliko Jasna Žitnik. Namreč, ko smo se pogovarjali glede tega dirigenta, se mi je zdelo nekako nujno, da je to dirigiranje tudi prepričljivo. Veliko krat v filmih opažamo, da so, saj jaz opazam, da so stvari nekako navidezno priučene, in v tem smislu meni niso prepričljive. Torej, igralci oziroma nazadnje igralka, ki je igrala to dirigentko, sam gestus, meni osebno ni bil prepričljiv, mi bil autentičen. Zato, ker v bistvu dirigiranja ne smeš oponašati. Namreč gestus dirigiranja je pravzaprav kot neke vrste pisava vsakega človeka. Tako da v bistvu to gesto moraš nekako prilagoditi sebi. To je tvoj podpis praktično. In tako da smo v bistvu z Jasno Žitnik zelo veliko delala. Jaz sem na začetku tudi imel stik z nekim, lahko rečem, profesionalnim, polprofesionalnim zborom, kjer sem pravzaprav gledal, kako te vaje potekajo. No, to sva pa v bistvu imela z Jasno prav individualne vaje, kako bi pravzaprav to dirigiranje naj izgledalo, ker je to seveda zelo velik in pomemben del vloge, kot neka okoliščina, znotraj katere se pa potem dogaja dialog. Tako da je bilo potrebno potem uskladiti na eni strani to gestus roka, dirigiranje, spremljanje partiture in hkrati potem tudi
zelo pomemben del, predvsem zelo najpomembnejši, potem pa tudi igrati, torej voditi dialog in se spustiti nekako v lik. Tako da v bistvu bilo je delo, moram reči, kar intenzivno in poglobljeno in lahko nekako brez sramu rečem, da se mi zdi tudi, da je dalo nek primeren rezultat. No. Ja, tudi žirija na FSF je to potrdila, ne nazadnje. Ne? Ja. Žal pa zaradi spora med kinooperaterji in filmskimi distributerji film Kaj ti je deklica imel zelo omejen čas predvajanja v kinu in to kljub temu, da je film dobil res veliko mednarodnih nagrad in prepričal občinstvo po vsem svetu. Kako pa se osebno počutite glede na to, koliko ste vložili v vlogo? V bistvu, da potem v Sloveniji pa ne morejo ljudje videti tega filma. Ja, mislim, zdaj določene projekcije so seveda po Sloveniji bile, ampak se popolnoma strinjam, da so bile premalokrat, glede na to, kakšen v bistvu domet in odmev je ta film doživel v tujini. Ja, mislim, zdaj lahko tukaj govorim z principa dveh pozicij. Ena je moja osebna, seveda, ko veliko vložiš v film, seveda želiš, da bi čim več ljudi film videlo. Vse to je tudi osnovni namen v končni fazi umetnosti. Na drugi strani pa, če govorim z pozicije nedavno izvoljenega predsednika Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, je pa to vidim mogoče, kako bi rekel, tudi malo bolj širše. Vidim kot neko težavo razumevanja avtorskih pravic na eni strani in na drugi strani tistih, ki te pravice uživajo. Stvar je pač kompleksna, ker se dotika tako avtorskega prava kot kolektivnega uveljavljanja pravic na eni strani in kot rečeno na drugi strani torej končnega uporabnika. Vmes je seveda vmes je ta člen kinooperaterjev. Jaz si želim, ker namreč ta spor vendarle nekje še vedno traja, jaz si želim, da se bojo strasti umirile in da bo prevladal razum, prevladal veljaven zakon, ker gre enostavno za zahtevo spoštovanja zakona, ki že zdaj velja. Pa je to, se mi zdi, nek manever, s katerim v bistvu končni uporabnik oziroma tisti, ki predvajajo film končnemu uporabniku, tega zakona v resnici na ta način ne želijo spoštovati oziroma ga uveljavljati, ga sprejeti. Tako da si v bistvu želim, da bi ta spor čim prej se končal, ker je na škodo tako slovenskih filmskih ustvarjalcev, na drugi strani publike, kot seveda tudi samih kinooperaterjev. Ja, zdaj, če prav razumem, sta te strani dosegli nek začasen dogovor prav za Belo se pere na 90, pa mislim, da že za Elvisa Škorca. Tako da bo ta film zdaj mogoče videti povsod. Zdaj, kot kaže vse razprodane projekcije na Lifu, pa premiere po vsej državi, bo to velika uspešnica. Res, velika. Kaj pa vam to pomeni kot ustvarjalcu? Da najverjetneje bo tu ena kinouspešnica, v kateri igrate? Ja, sej v bistvu tudi Belo se bere na 90 ima zagotovo neke lepe kvalitete, še posebej, ker se dotika zelo ključne, se mi zdi, tematike in to je smrt, oziroma kako, če lahko tako rečem, kako premagati smrt, in vse strahove in vsa razmišljanja, ki se ob tej besedi pojavljajo. Tako tiste, ki jih v bistvu imaš kot nek filozofski konstrukt v glavi, kot popolnoma praktične. Kaj to pomeni izboriti si življenje, ko pravzaprav biotsko telo govori eno, tvoja želja je pa pravzaprav nekaj drugega. Tako da v bistvu mislim, da bo tudi pri Belo se pere na 90 šlo za velik v bistvu, kot se rekli, neko velik, tako komercialni kot tudi obči uspeh. In seveda je lepo vedno sodelovati pri takšnih filmih. Tako na eni strani Kaj ti je deklica, ki je, lahko rečemo, izrazito festivalski film, ki je pravzaprav dosegel distribucijo v mnogoterih državah po svetu, še posebej po tem velikem uspehu na Berlinalu letošnjem, kot na drugi strani Belo se pere na 90, ki je neka intimna zgodba, s katero se bo lahko seveda poistovetilo zelo veliko
veliko ljudi, tako doma, kot tudi v tujini. Film se osredotoča na boj z rakom, ampak je bistveno več, kot to je tudi zgodba o skupnostih, ki smo jih nekaj desetletij nazaj še imeli, zdaj pa se zdi, da smo izredno atomizirana družba. Bi se strinjali s tem, da je tudi to pomembno? Lahko se strinjam s tem, ker je seveda film v tem smislu tudi zelo nostalgičen. Govori o nekih časih, ki jih več ni, tudi govori o nekem družbenem sistemu, ki ga danes več ne poznamo, po katerem v bistvu marsikdo, kako bi temu rekel, si ga ponovno želi, ker je seveda kapitalizem na eni strani pokazal zobe, ljudje, lahko rečemo, revščine ni nič manj, in trpljenja tudi ne. Tako da v bistvu je ta film nek omaž nekim preteklim časom, nekemu preteklemu razumevanju življenja, skupnosti, kot ste rekli. Kaj to pomeni družina, kaj to pomeni solidarnost, kaj to pomeni prijateljstvo. To je, se mi zdi, nekje v tem filmu zaobjeto, in to so seveda neki pojmi, ki jih danes mogoče prevečkrat slišimo na ustih politike, v realnosti pa se mi zdi, da to premalo živimo. Zdaj, film se dogaja v 80-ih, torej vi ste pa nekoliko mlajši od Bronje Žakelj, avtorice te avtobiografske literarne predloge. Ampak a se teh časov spomnite na podoben način, kot so bili prikazani v filmu, ali ste tudi se vi nekaj novih stvari naučili? Ja, v bistvu jaz se spomnim teh časov. Torej, ko se je zgodil ta razpad države, sem bil star 10 let in mislim, se to razpadanje, ta razkroj se je začelo že veliko prej, ampak kakor sem ga lahko kot otrok nekako zaobjel, oziroma doumel. Seveda, spomin je vedno nekako stkan različnih stvari. Včasih je to predmet, včasih je neka podoba, včasih je zvok, ali je to glasba, ali je to neka melodija, ali je to von. In ko smo snemali film, v bistvu lahko rečem, da so se vračali neki spomini na čas, ali preko oblačil, ali preko pohištva, ko so pohištva, nekega recimo pribora, ko v bistvu vidiš, kaj je v bistvu s tem, ker to so dejansko, ko bi rekel, ostanki časa, torej predmet, če je kolikor toliko ohranjen, nekako zaobjame tisti čas, v katerem je nastal, in ta dizajn in oblika, kakšno ima. In potem v bistvu preko te oblike se ti zgodijo pač tudi neki spomini za nazaj, ko to ponovno vidiš. Tako da v bistvu, film je poln tega. Tudi v bistvu film sam, kako je potem zmontiran in zrežiran, tudi v bistvu zelo vleče to nekako nostalgijo, da bi se ljudje malo spomnili neke te preteklosti, ki je danes več ni. Sej nikoli čas ni bil idealen, tudi takrat ne. Ampak vendarle je pa bil nekako vrednostni sistem drugače naravnan, kot je danes, veliko bolj drugače. In na eni strani lahko tudi rečem, da tudi ta čas pogrešam. Ja, vaša soigralka iz filma, Iva Krajnc-Bagola, ki tam igra vašo ženo, je prav v tem podcastu, ko se je spominjala snemanje filma, rekla, da je bilo izredno zabavno vse tiste frizure in oblačila iz 80-ih dati nase. Ste tudi vi se zabavali v tem? Ja, mislim, sicer igralke so se lahko bolj zabavale, zaradi tega, ker je trajne. ker je pač nekako moda in tisti čas nekako bila vendarle drugačna, Za ženske bolj kot za moške. Ja. Mislim, da ta moška moda je neka tega konzervativna stalnica. Ni veliko sprememb. Ampak je bilo zabavno. Bilo je zabavno, zaradi tega je bila dobra ekipa, dobro vzdušje je bilo, res lepo vzdušje. In to so tudi stvari, ki štejejo. V filmu Pod njenim oknom ste igrali skupaj s svojo partnerko Polono Juh in v Belu se pere na 90 tudi igrata oba dva in celo oba igrata zdravnike in nista pa nobeni skupni sceni. Kako? Ne, tako je pač naneslo, da oba dva igrava zdravnika, tudi Iva Bagola je zdravnica. Ja. Pač to je bila družina zdravnikov, Tako da tako je pač naneslo, da nisva igrala skupaj, Nisva imela skupnih scen. Močan, ti ste pustili tudi prej omenjeni
Dolini rož na televiziji in tam ste tudi tako delovali zelo nevarno. In seriji ste se pa pridružili v 3. sezoni in podobno je bil vaš lik tudi outsider v tisti ekipi. Koliko je bilo pa dejansko to na snemanju? A ste tudi bili tam tak outsider kot vaš lik? Ne. Ker oni so pa že ne. 3 leta delali. Ne. Zelo dobro smo se v bistvu, ker so bile tudi priprave, imeli smo vaje in imeli smo skupne vaje, tako da smo se v bistvu spoznali. Jaz sem si pač te serije tudi že, mislim, to serijo prvo predvsem, ker se je nekako Leninov park in Dolina rož se nekako, lahko rečem, skoraj pa usporedno nekako snemalo, oziroma z zamikom, ampak ne takšen, da bi si lahko v bistvu ogledal recimo tudi Leninov park, kako so oni počeli, tako da v bistvu sem poznal serijo, predvsem preko prvega dela, torej preko jezera. Zdaj, sicer sta si v bistvu Leninov park pa Dolina rož, seveda tudi po strukturi, ampak predvsem tudi vizualno zelo različni. Pri Dolini rož je bilo kar dosti snemanja po noči, mislim, da je to bila zelo nekako modra odločitev Matevža Luzarja in pa Miloša Srdića, ki je v bistvu bil direktor fotografije. Namreč ta mrak, ta noč je zelo je fotogenična, torej ta skrivnostnost potem nekako privrena dana, neka mistika, in je bilo potem znotraj tega konteksta tudi lažje nekako delati lik. Ker ko smo se pogovarjali z Matevžem, je šlo predvsem, se mi zdi, za neko, ker zelo malo vemo o tem liku, je šlo predvsem za neko prisotnost. Se mi zdi, da je v bistvu tukaj kar nek bil podoben princip, kot pri Urški Džukić, pri filmu Kaj ti je deklica. Sicer gre za popolnoma 2 različna lika, nočem tega sploh primerjati, ampak kar se tiče pa same nekako temu rekel pristopa igralskega, je pa v bistvu bilo neko osrednjo jedro, seveda tudi v bistvu karizmatično, se lahko bi temu rekel, torej karizma tega lika, kaj se dogaja s prostorom, ko vstopi v prostor, kaj se z njim dogaja, kako ga opazuje, kako se on odziva, ker sta v bistvu oba dva lika nekje zadržana, zelo malo vemo o njiju, kakšen je njuno zaledje, ker ni v tem poanta teh likov, da bi jim vedeli celo zgodovino, ampak ta prisotnost je pa bila nekako obakrat sem jo iskal. Kako pa to potem naštudirate tako vlogo? Ponavadi si obstaja neka biografija lika, in si lahko predstavljaš, zakaj je tak, kot je in kaj hoče doseči. Tukaj pa pri teh obeh likih pa pravzaprav čisto jasno nikoli ne zvemo, kaj točno hočete. Ja, v bistvu zelo zanimivo, ker ko smo delali Belo se pere na 90, je bila Bronja, pač ta enciklopedija vsega, torej to jedro, v kateremu si se obrnil in si rekel, kaj je to. Tudi ona je v bistvu veliko kar nam povedala v bistvu v likih, ker jaz sem igral praktično njenega strica, in sem teh informacij imel kar dosta. Tukaj pa seveda, ker sta oba dva scenarija, tako Dolina rož kot Kaj ti je deklica, gre v bistvu za neke vrste literarni scenarij, to pomeni, da je zgodba izmišljena, se je bilo pa potrebno v bistvu spomniti nekako. Tukaj gre pa v bistvu čisto za, kako bi temu rekel, gre za nek vtis. Namreč, ko jaz ponavadi delam tako, ko preberem lika, zelo prvo probam nekaj intuitivno začutiti, v bistvu že tako pri prvem branju. In drugi del oziroma drugi cikel je pa potem seveda analiza določenih situacij, in reakcij v določenih situacij, in potem poskušam to dvoje združiti. Mislim, da seveda vloge absolutno ne moraš delati prvo z razumom, ampak vedno pa rabiš ta neko intuicijo, kako pravzaprav do konca izoblikovati vlogo. In jaz mislim, da je prišlo pri obeh, tako zdaj, če gledam za nazaj, je šlo v bistvu predvsem za neko zelo močno koncentracijo. Torej, s koncentracijo, kako v bistvu potem vstopati z te koncentracije v prizor. Cool. Dotakniva se še vaše glasbene kariere. Znani ste pod vzdevkom Belart, ker potem pa ste pod svojim imenom posneli tudi ploščo Pesmi z drugega brega, kjer ste z uveljavljenimi glasbeniki izvajali etnoglasbo Panonske nižine. Kaj je tisto, kar iščete v glasbi, česar v igri ne najdete?
Z glasbo se mi zdi, se lahko dotakneš tudi nekih prostorov, ki se jih z besedo ne moreš. Mislim, da je ton oziroma frekvenca oziroma vibracija se mi zdi nekako najboljši približek lahko človekovega stanja oziroma njegovega razpoloženja. Seveda lahko vse stvari zartikuliraš z mislijo. Ne? V končni fazi se mi zdi, da približek temu je nekako še najbolj poezija, ne? Torej poetičen jezik. Ampak vendarle se mi zdi pa, da je glasba oziroma ton še en korak dlje in je pa potem forma, ki si jo zbereš, da to podoživljaš oziroma da to poskušaš začutiti z objekt, je pa potem različna. Ne? Zdaj meni je seveda zelo blizu klasična glasba, zaradi ker sem tudi zato končal konzervatorij, na drugi strani etnoglasba, to so pesmi z drugega brega in tudi elektronska glasba, torej pop, ne? To, kar je bela art. Se mi zdi, da so to v bistvu potem samo neke različne forme istega, ne? V jedru vendarle istega. V drami igrate v več predstavah, vaša zadnja premiera pa je bila Osvoboditev Skopja Dušana Jovanovića. Zdaj, besedilo za to dramo je nastalo pred skoraj pol stoletja in je bilo takrat predstavljalo že zelo kontroverzen pogled na vojno. Kaj pa je nova postavitev prinesla? Ja, sej mislim, da smo ostali v tem smislu v bistvu kar zvesti izvirniku, če lahko tako rečemo. Torej neki izvirni osnovni poanti, ki je, da poskuša o političnem pripovedovati na zelo intimen, morda celo poetičen način, celo z nekimi prvinami magičnega realizma. Seveda kontroverznost v tem času je bila nekaj drugega, ker je seveda posredno govorila ne samo torej o očetovski figuri, ki je takrat predstavljal večni predsednik, v času Jugoslavije ali pa o povojnih pobojih, torej to so neke tematike, ki so danes v bistvu že, lahko rečemo, razkrite, odkrite, o njih se je govorilo, razmišljalo, pisalo, tako da v tem smislu ne gre za novom. Kar pa je novo, je pa to, da se seveda poskuša skozi to predstavo pa izrazito, ko bi rekel, poudariti to poetično noto Dušana Jovanovića, ker Dušan Jovanović je seveda vedno veljal za neko politično žival, ker je bil izjemno strasten človek širokih potez, zelo je bil karizmatičen, nekako vedno v trenutku. Hkrati je bil pa v bistvu izjemno, po drugi strani pa izjemno mehek, izjemno občutljiv, izjemno nežen, lahko krhek. In je ta vihar, ki ga je rad nekako uprizarjal, je na drugi strani bilo tudi nekaj drugega, neka taka mehka, puhasta sredica, če lahko rečem. In se mi zdi, da je to besedilo v bistvu, ki je bilo takrat zelo sprejeto kot nekaj politično udarnega, če ga danes beremo v bistvu izjemno nekje poetično senzibilno, ker poskuša govoriti o osnovni, ko bi rekel, osnovni potezi ali pa nekem arhetipu človeka in to je vojna. Vojna kot neka stalnica, kot nekaj, kar je vpisano v človekov genom. On je, in to seveda je poskušal še pravzaprav napisati skozi oči otroka. Seveda, jaz v tej predstavi igram Zorana, ki seveda dečka, ampak seveda nisem deček, zaradi tega, ker seveda tudi Dušan Jovanović, ki je pisal to, ni bil deček in to v resnici ni njegova biografija. To je pravzaprav, ko bi rekel, njegov nek temeljen pogled na človeka, ki ga je videl v bistvu kot neko trpeče bitje, če pa ne trpi, pa samo povzroča trpljenje. To se mi zdi, da je bila neka njegova neka stalnica, neka obsodba človeštva, neka večna zamera, ki jo tudi potem z nekimi kasnejšimi deli nekako ni mogel v bistvu ovreči. In bolj, ko sem bral ta tekst, ki je zelo abstrahiran, zelo je v bistvu težko uprizorljiv v resnici, ker ne gre za neko logično sosledje, torej neko pripovedno sosledje zgodbe, ampak so v bistvu samo neki utrinki nekega spomina, neki izseki iz življenja, ki delujejo med sabo morda tudi nepovezano.
In bolj, ko sem bral ta tekst, bolj, ko sem v bistvu poskušal razumeti to njegovo zamero, bolj sem mu dal prav. No. Tako da ni se zmotil v tem, da človeka ne smemo precenjevati. Morda. Ker v bistvu umetno se mi zdi vedno, kako človeku išče nekaj lepega, ne? Ja. Neko svetlobo. Ne? To bi moralo biti nekako neko vodilo, ne? Da človek postane boljši. Ne? Ampak se mi zdi, da on nekako tega upanja ni imel in jaz moram reči, da v bistvu tudi jaz ga imam vse manj, glede na to, kaj se danes po svetu dogaja. Drama trenutno deluje v začasnih prostorih na Litostrojski, medtem ko obnova stavbe na Slovenski stoji zaradi administrativnih zapletov. Kako ta selitev vpliva na vaš ustvarjalni proces in kako na publiko? Je kaj znano, kdaj se boste vrnili v center? Ne, nažalost to ni znano. Še vedno smo v prostorih, kot ste rekli, na Litostrojski. Drama še vedno nima gradbenega dovoljenja. Kdaj bo to gradbeno dovoljenje, kdaj bomo to gradbeno dovoljenje pridobili, je velika uganka. Zdi se mi, da se ta v bistvu zanka okoli ustvarjalnosti zateguje. Namreč delamo v nadomestnih prostorih, ki so dejansko nadomestni. Lahko rečem, da je za publiko spodobno poskrbljeno, a ne, mislim, da lahko publika tudi na Litostrojski doživi nek umetniški vtis, ampak pogoji dela so pa seveda niso primerni, še posebej ne za prvi gledališki ansambel v državi. Jaz res si želim, ker res si želim, da bi nekako zmogli večje kulturne projekte, infrastrukturne, da bi končno že enkrat zmogli narediti to, tako kot pač tem stvarem to pritiče. Na eni strani smo zelo dolgo imeli kalvarijo z opero. Zdi se mi, da se ta kalvarija zdaj na drugi strani ponavlja tudi v drami. Nuk, še vedno čakamo. Tako da v bistvu ne vem, kaj smo to cepljeni kot družba in kot narod, da nam te stvari nekako spolzijo z roko. No, mislim, dobro, še vedno Kino Šiška, recimo, dosti manjši projekt je super zaživel. Recimo, Cankarjev dom tudi zelo dobro deluje. Ja, ampak če se spomnimo, kako se je Cankarjev dom gradil v tistih časih, kjer je bila v bistvu politika zelo naklonjena temu, da se pravzaprav tako velika dvorana zgodi in da ni samo velika dvorana, ampak da je to ena izmed najbolj akustičnih dvoran, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu, in da imamo ravno v Ljubljani, in da to zelo veliko doprinese, potem v bistvu potem se rečeš, zakaj tukaj ne bi šlo tako, zakaj ne bi šlo bolje. Sej marsikaj znamo, ampak se mi zdi, da te neki res večji, veliki projekti, to nam pa žal ne gre od rok. Sej, ta vaša kritičnost do stanja v družbi vas je odpeljala tudi v politiko, kjer ste bili 3 leta poslanec Državnega zbora, na kar ste odstopili. Ali menite, da lahko politiki dejansko spremenijo stvari na bolje in zakaj jih ne? Ja, dobro vprašanje. Mislim, osnovna poanta politike je, da spreminja stvari na bolje. Zakaj jih ne? Včasih jih ne, zato ker ni resnega interesa, da bi jih. Včasih jih ne, zato ker, vsaj moja izkušnja pa tudi taka, da je pravzaprav državni aparat in država, da je to en ogromen mastodont, ki zelo veliko časa potrebuje za to, da se lahko nekam premakne. Ja. In da rabiš ogromno nekega potrpljenja in vztrajnosti, da se lahko neka sprememba zgodi. In pač ker je to lahko, pa mislim, da je to edini sistem možen, ampak je tudi to vendarle nekje včasih davek demokracije. Torej, tako kot se mi zdi po eni strani absolutno prav, da se čim več mnenj vključi, da je vsak glas slišan, na drugi strani ne moremo reči, da je tudi vsako mnenje relevantno mnenje. In seveda pač ti demokratični procesi odločanja zahtevajo nek določen čas. In kar pa vidim v bistvu kot velik manko pri vsem tem pa je, da mi v bistvu kot država nimamo
kako bi temu rekel, ne znamo razbrati, kaj je v resnici nacionalni interes. Ker se razumem, da politični interesi so različni. A ne? Vsaka politična struja ima neke svoje preference. A ne? Ampak mi ne znamo prepoznati, kaj pa je tisto, kar je onkraj tega. A ne? Kar je onkraj, če lahko tako rečem, čeprav je to zelo abstraktno rečem, kar je onkraj ozko političnega. Torej, kaj je naš nacionalni interes? Ali je naš nacionalni interes, da imamo nacionalno inštitucijo Dramo obnovljeno? Ali je naš nacionalni interes, da imamo knjižnico, NUK, univerzitetno knjižnico? To se mi zdi, so pač, ali pa na drugi strani infrastrukturni projekti, ali pa recimo, ne vem, boljše bolnice in tako dalje in tako dalje. Ne? Hočem reči, da v bistvu vsi neki ti, ki jih sam razumem kot nacionalni interes, so prevečkrat lahko tudi talci nekih političnih igrarij in tako. In moja izkušnja je bila enostavno ta, da sem seveda poskusil. Trudil sem se res po najboljših močeh, tudi želel sem biti v bistvu v tem smislu odločanja intelektualno pošten, čim bolj pošten, ampak sem, lahko rečem, pa tudi po drugi strani obupal. In sem zato se vrnil v umetnost, ker pač tu pa še nisem obupal. Kaj pa menite, da so take lastnosti, ki manjkajo slovenskim politikom, koliko ste jih spoznali? Zdaj, rekli ste recimo, da ne znamo prepoznati nacionalnega interesa. Ne? Mislim, vsak v državi ima svoje mnenje, kaj je nacionalni interes, ne? Ampak politiki vedo, kaj je, ali čisto se prilagajajo nenehno? Mislim, kaj so take stvari? Ne, preveč je tega prilagajanja. Kot sem rekel, preveč je tega nekega ozko političnega v bistvu razumevanja, kaj je interesa. Ne? In potem seveda tudi deluje v skladu s tem. Ne? Druga stvar je, kar sem opazil, je pa to, da ker pač pobliže sem spoznal delo državnega zbora. Seveda to je zakonodajna veja oblasti. Ja, vlada, še sodno in potem še izvršno, kot je vlada. Seveda delo nekako vendarle poteka drugače, tudi operativa je pravzaprav drugačna, torej izvršna oblast je res izvršna. Zakonodajna veja je pravzaprav, kako bi rekel, nek ta težko rečem na načelni ravni, ampak je bolje v bistvu kot postavljanje nekega temelja, kako naj bi ta država izgledala. Izvršna oblast pa v bistvu ta temelj nekako izvršuje, torej ga udejanja. In včasih se prevečkrat zatakne v izvršnem delu. Kar se tiče pa na zakonodajni ravni, je pa to, da sem spoznal v bistvu ljudi, zelo veliko v bistvu strokovnih služb, in se v bistvu od njih učil, in so mi tudi oni v bistvu predstavljali neke vrste navdiha, ker ko sem jih spoznal pobliže, pa so bili različnih političnih strank in so tudi v bistvu delali za različne poslanske skupine. To so ljudje, ki imajo ogromno znanja, neverjetno ogromno znanja, ki so v bistvu, ki zelo veliko so se prigarali za to znanje. In včasih ne bi bilo slabo, če bi v bistvu ti ljudje postali poslanci. Mislim, da bi bilo to za državo veliko bolj koristno, kakor pa v bistvu samo te neke bazične volitve znotraj v bistvu neke politične strukture. Včasih je bilo fajn, če bi v bistvu strokovci, ki so delali za poslanske skupine, da bi oni kandidirali za poslance. Mislim, da bi bilo to veliko, veliko bolje. To mi sicer spomni na tisto slavno angleško serijo, da minister oziroma ministerski predsednik, potem je bila nadaljna sezona, ne vem, če se spomnite, kjer pač nadebudni minister pride, ampak potem ga on hoče spremeniti stvari, ampak potem te strokovne službe tam pa ga ravno nazaj držijo. Ampak to pa je tudi zato, ker moram reči, da so v bistvu, da pa strokovne službe v državnem zboru nimajo pogodb za nedoločen čas. Tako da so vezane v bistvu na mandata. Tako da po drugi strani pa absolutno so težave na ministrstvih, kjer pa lahko, ker smo videli v preteklosti, da je ogromno tudi nekega političnega kadra, kjer neki drugi ni našel službe, pa so v bistvu našli zaposlitev tam in seveda potem še vedno delajo v skladu z nekim političnim prepričanjem, ne pa verjetno toliko z neko osnovno operativo, ki bi jo ministrstvo moralo voditi, ki je v bistvu izključno objektivna, ki ni vezana na ideologijo.
Zdaj rekli ste, da ste se vrnili v umetnost. Zdaj, če umetnost in politiko nekako prepletemo, kaj pa menite o kulturnem ministrstvu trenutno? Se vam zdi, da v redu delajo? Mislim, ker imate zdaj malo drugačen pogled vseeno na to. Mislim, nekatere stvari so zagotovo dobre. Lahko tudi rečemo, kar se tiče pridobivanja določenih sredstev. Teh sredstev je več, tudi za film je veliko več sredstev. Ampak po drugi strani pa so druge težave. Težave, ki se dotikajo kulturne, lahko ti bo rekel, same kulturne politike. Mislim, da bi moralo biti ministrstvo mogoče malo bolj agilno. Tudi če pogledamo v končni fazi obnovo Drame, ta projekt. Ja. Mislim, to je projekt ministrstva in vlade. To ni projekt samo nas, zaposlenih v Drami. In tukaj seveda ne moremo reči, da jim gre dobro. Lahko rečemo, da jim gre zelo, zelo slabo. Tako da v bistvu ne vem, kaj rečem. Zelo je v bistvu slika je zelo raznolika. Odvisno, o katerem področju se pogovarjamo. Nočem govoriti v bistvu izključno samo nekaj pavšalno, dati nekaj pavšalne obtožbe. Odvisno, o čem se pogovarjamo. Nekje mi je uspelo bolj, nekje pa ne. Ja. Ne, tudi tale spor med distributerji in kinooperaterji. Je v bistvu šlo potem za podajanje žogice med gospodarskim ministrstvom in kulturnim, ampak v bistvu je Slovenski filmski center iz proračuna financiral filme, ki jih potem kinooperaterji ne prikažejo. Tako da v bistvu. Ja, tako da v bistvu, ampak glede tega ministrstvo za kulturo ni dejalo nekih, kako bi rekel, občutnejših ali pa glasnejših nekih javnih izjav. So se kar nekako v bistvu podajali žogico. Podajali žogico, ja. Niso se izpostavljali. Pa bi se morali. Prej smo večkrat omenili težave z Dramo. Je bil tudi to razlog, da ste se odločili trilogijo Eros 3 predstav, ki jih izvajate skupaj z Polono Juh, izven institucionalnih okvirjev postaviti? Ja, to je bila v bistvu po eni strani prvo želja, ker sva želela početi nekaj, kar je izključno nama blizu, torej kako izključno sama razumeva gledališče in pomen gledališča, kaj želiva v bistvu z gledališčem, ko ga delava, sporočati in na kak način. In seveda to je seveda vezano na delo izven institucije. Jaz sva pač zelo upeta v to institucionalno delo, kjer je tudi nek mehanizem napol tečen, kjer je seveda si karierno zelo veliko krat odvisen od vizije vodstva in dobrega odnosa z vodstvom. In seveda na drugi strani sva želela v bistvu narediti nekaj, kjer bi pravzaprav se lahko sama odločila, kakšno vsebino se želiva ukvarjati. V umetniškem smislu. Zato sva se v bistvu odločila za to trilogijo Erosa, kjer sva v bistvu skozi to trilogijo nekako želiva razplastiti v bistvu odnos, moško-ženski odnos. Torej, v Agoniji po tekstu Miroslava Krleže to uprizarjamo še vedno, zdaj so še zadnje predstave v novembru in decembru, potem bomo to zaključili, ker je bila premiera že 2 leti nazaj. In se lahko pohvalim, da predstava je samo za 20 gledalcev, pa bo počasi videlo že okoli 1500 ljudi, kar je velik dosežek. Torej, pričakujemo, da bomo nekako do konca decembra imeli 75 ponovitev, kar se mi zdi za off projekt, ker v bistvu delamo ga res izven institucije, torej mimo vseh tako imenovano manjših gledališč in zavodov, delamo v bistvu to preko društva 2 in producentke Mija Špilar. Torej, to je moško-ženski odnos ljubimcev, potem je seveda bila ta predstava Prah, ki jo režiral Dorijan Šilec, petek, in v sodelovanju z dramaturginjo Evo Mahkovic, ki smo šli tudi z njo v bistvu na tekmovalni del Borštnikovega srečanja, kjer je tudi Polona prejela nagrado. In v bistvu zdaj počasi pripravljamo tudi že ta 3. del, Igra za 2 v režiji Maše Pelko. Je pa zagotovo to trilogija pravzaprav odraz tako bi rekel najine želje, kot v bistvu se profesionalno preizkusiti v bistvu še v nekih estetikah, ki jih v bistvu znotraj hiše, v kateri delujeva, enostavno ne moreva. Ne samo zato, ker gre v bistvu za site specific predstave, torej predstave, ki so vezane na specifičen prostor, na lokacijo,
ampak tudi zato, ker gre pravzaprav za nek drug način, sam način uprizarjanja. Torej, ta prostor narekuje neko določeno estetiko in kodo igranja in tega enostavno ne moreva izpeljati ne na velika modro, ne na mala modro drame. Ko tako doživeto govorite o umetnosti in ustvarjanju, kako ste pa tiste 3 leta, ko ste bili poslanec, koliko ste pogrešali to? Ja, v bistvu po eni strani nisem toliko zelo pogrešal, zato ker sem že ostal v stiku, namreč še vedno sem igral predstave, ampak veliko manj. Tako da v bistvu nisem čist izklopil te, kako bi temu rekel, igralske kondicije. Ker se mi zdi, ko enkrat človek oziroma ko popolnoma zapusti v tem smislu ta poklic, potem seveda ti potrebuješ neko kondicijo, ne samo fizično, ampak predvsem mentalno, duhovno kondicijo, zato da lahko neko vlogo narediš. In tako da jaz sem v bistvu ohranjal stik z gledališčem. Je pa res, da sem se v bistvu posvetil bolj politiki in delu v državnem zboru. Mislim, časa tudi zmanjka najbrž. Ja, sej, pač dan imaš 24 ur. Tako da, ja. Ja, tudi mislim, da Jonas Žnidaršič, ki je zdaj v parlamentu, je v enem filmu. Ja, lani je bil, ja. Tako, ali pa recimo Violeta Tomić je bila tudi moja kolegica takrat, v državnem zboru. V končni fazi imeli smo predsednika vlade, Marjana Šarca, ki sicer ni igral takrat. Več. Ampak ja. Trenutno snemate film Mila Marija, Andrine Mračnikar, film Damjana Kozoleta 20 metrov je v postprodukciji. Kaj nam lahko poveste o teh 2 projektih? Ja, prvo o Damjanu Kozoletu, da smo sodelovali, snemali smo lansko leto. Lahko povem, da smo snemali nekje ob morju. Gre za, se mi zdi, neko zelo kompleksno, lahko rečem temu, thriller dramo, saj sodeč po scenariju in po atmosferi, ki se dogajala na setu. V glavni vlogi je Maja Zedbegović in Goran Bogdan. Jaz sem v bistvu v tem filmu stranski lik, pa vendar za zgodbo nekako pomemben, če lahko tako rečem, ampak več kot to pa ne smem izdati. Mila Marija pa v bistvu ne vem, mi smo imeli v bistvu priprave za film. Jaz v bistvu bom ta film šele snemal, tako da v bistvu ne vem, kaj se dogaja zares na setu, to me v bistvu še nekako čaka, je pa zgodba, gre za zgodovinski film, v tem smislu, da se dogaja v času 2. svetovne vojne na Koroškem oziroma avstrijskem Koroškem. Torej, gre za razumevanje odnosa avtohtonega prebivalca, torej Slovencev, Slovanov in na drugi strani germanskega oziroma nemškega okupatorja. Kaj se je dogajalo v Slovencih, kakšen upor so čutili, tako da lahko rečemo, da gre za neke vrste partizanski film. In se ga v bistvu tega filma veselim. Budžet ni majhen. Se mi zdi v bistvu to zelo pohvalno. Mi v končni fazi tudi potrebujemo to vrsten žanr, torej zgodovinski, ali temu rečemo kostumske drame, torej kostumske filme. Temu smo se enostavno morali odreči. In seveda moramo čim več različnih žanrov podpreti, ker se seveda s tem tudi, kako bi tem rekel, poglablja znanje filmskih ustvarjalcev, da ne govorimo vedno samo o nekih socialnih dramah, ampak da obvladamo svoj metje, ki je seveda vezan tudi na estetiko in logiko oziroma kodo filma. Ja. Kaj pa v drami še pripravljate? Katere so za predstave v tej sezoni? V drami pa trenutno igram še v predstavi Bog, režiserja Petra Petkovška. Predstava je v bistvu neke vrste, kako bi temu rekel, gre pravzaprav za različna mnenja ljudi, ki se ukvarjajo z vprašanjem pomoči pri končanju življenja. Torej, tako na eni strani medicinske stroke, pravne stroke, kot seveda tudi vprašanja tega teološkega dela, torej cerkve.
Tako da predstavo igramo, zelo je obiskana in jo res priporočam, ker se mi zdi, da je predstava dokaj v tem smislu nevtralna, torej ne zavzame morda čisto do konca stališča za ali proti, ampak se mi zdi, da zelo pošteno pravzaprav nekako predstavi oba videnja, torej tako tistih, ki so zakaj so za, in tako tistih, ki so proti. Mi smo to predstavo delali v bistvu po nekem zelo zanimivem principu, ker smo tudi sodelovali z zunanjimi sodelavci. Se ponovadi vedno sodelujemo z zunanjimi sodelavci, ampak tukaj pa zelo, kako bi rekel, z večjimi in zelo, v bistvu, profil je bil zelo izbran. Namreč sam v predstavi igram teologa in je bil tudi v naših gosteh teolog, ki smo potem postavljali različna vprašanja, torej zakaj ja, zakaj ne. Tako enako je bilo, v bistvu smo imeli potem pravno stroko, zdravniško stroko, filozofa celo, ki je v bistvu prišel razlagati o tej temi. Tako da v bistvu zelo smo poskušali v bistvu ta zemljevid tega vprašanja razpreti, ker je zelo kompleksno vprašanje, ni enostavno, tako da zares vabim vse, da pridajo v Malo dramo si pogledati to predstavo. Torej tudi po odhodu iz politike še vedno. Ja, sej enostavno umetnost je vedno družbeno, kako bi rekel, aktivna, mora biti prebojena, čuječa. Ja. Tako da če umetnost ni politična, ni umetnost. Ja, skoraj, ja. Saša Tabaković, hvala za obisk in veliko uspeha pri vseh teh projektih še naprej. Hvala vam za vabilo in lep dan. Nasvidenje.